Pozdravljene, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. V naslednjih minutah vam bomo predstavili poglede svetniške skupine Slovenske demokratske stranke na aktualno dogajanje v mestni občini Velenje. Zato je z mano v studiu vodja svetniške skupine Suzana Kavaš. Lepo pozdravljeni. Ja, dober dan, pozdrav vsem. Torej, najprej predstaviva sploh svetniško skupino, koliko vas je, kdo ste? Ja, mogoče naprej na začetku nismo se nekako izpostavljali, nismo se niti predstavili. Takoj po volitvah, ko so bile leta 2018, moram povedati, da nas je v svetniški skupini 6 svetnikov. Od tega so večina taki, ko še niso bili nikoli prej svetniki, novi, skratka novi obrazi, mlajši ljudje. In je pač potrebno razumeti, da vsak svetnik rabi določen čas, da se nauči, kako je treba delovati v mestnem svetu. Zato smo tudi nekako počakali z temi javnimi nastopi in z predstavitvami. Zdaj, če mogoče svetnike predstavim, 6 nas je, tako ste že rekla, Sebastian Apat, Iva Lilija, Maja Naraglav, Andrej Kmetič, Andrej Vrbec in jaz. Svetniško skupino sicer sama vodim že 6 let, tudi prejšnji mandat. Torej, to je vaš drugi mandat? Ja, in predvsem sem vesela, da nekako ta naša svetniška skupina deluje enotno, glede na to, da smo druga največja opozicijska stranka v mestnem svetu, da ni nekih prestopov. Se veste, to je pol neka negativna kampanja, oziroma negativno, rečemo temu, zbuja pri volivci, ki so nekako nam dali mandat, tako da teh nekih prestopov ni v naši svetniški skupini. Delujemo homogeno. Bi se rada tudi z tega mesta zelo zahvalila tem našim svetnikom, da so dejansko zbrali pogum in so kandidirali in danes lepo delujejo v mestnem svetu. Ker to je kar precej obveznosti, ne? Redne seje, potem vsi odbori, komisije. To ni kar tako, da enkrat na mesec greš malo v sejno dvorano. Ja, dejansko je tako. Dokler ne prideš v politiko aktivno, niti ne veš, kaj sploh politika je. Kaj to dejansko zahteva od enega človeka. Problem je pri naših svetnikih predvsem to, da so zaposleni v privatnih podjetjih, nimajo tega fleksibilnega delovnega časa in za vsako tako sejo, tudi ali so na mestni seji ali na odboru, je potrebno prosi delodajalca, da dobiš prosto, da imaš dopust, tudi jaz imam danes dopust, nisem na gradbišču, in dejansko ti to otežuje dejansko tvoje življenje. Tudi privatno se moraš kar veliko odrekati in pripravljati predvsem, ker gradivo je obsežno za vsako sejo in če svetniki želimo pokazati, da delamo v interesu ljudi, moramo tudi gradivo prebrati in dajati tudi konstruktivne pripombe. Gre pa pravzaprav res za celovito življenje neke občine in občanov. Torej zelo različna področja. Ja, zdaj nekako jaz sem pogrešala v prejšnji sestavi, da se je veliko govorilo o mladih, da nimajo služb, da zelo pozno rojevajo matere oziroma mlade mamice. Ampak med tistimi svetniki, ko so bili, je bilo bolj malo takih predstavnikov, ki so to dejansko občutili na svoji koži. Danes imamo pa mi v naši svetniški skupini te ljudi. Imamo obraze, točno človeka vidiš, ki se sooča s temi problemi, kot se pač soočajo mladi. Danes je za mlade težko, tule nasploh je težko, ni nekih fiksnih delovnih mest, ni tako je bilo mogoče nekoč, da si bil v eno podjetje sprejet, pa si lahko prišel do upokojitve, da je bilo bolj varno, bolj mirno. Zdaj pa se soočamo vsi z nekimi fleksibilnimi zaposlitvami, nenehno smo na trgu, iščemo delo, da nekako lahko preživimo. No, v septembru je bila izredna seja občinskega sveta. Kaj vse ste obravnavali, kako ste se v vaši svetniški skupini odločili? Glejte, izredna seja je bila sklicana 10.9. in ta izredna seja je bila izključno namenjena za izvolitev elektorjev. Mogoče, da malo obrazložim, elektorji so tisti, ki volijo predstavnika oziroma državnega svetnika. Kot veste, je župan Kontič bil državni svetnik in glede na to, da še mandat ni potekel, so potrebne nadomestne volitve. Glede na to, da je občina Velenje največja občina, dejansko gre zdaj za volitev državnega svetnika za Saša regijo in za Zgornjo Savinjsko.
pomeni, naša občina Velenje ima 7 elektorjev, oziroma 7 elektorskih glasov, Šoštanj 2, vse ostale pa po enega. In tisti, ki pač želi oziroma bo izvoljen, potrebuje 9 elektorskih glasov. Pomeni, občina Velenje ne more sama izvoliti, je potrebno iskati podporo širše. Elektorji niso svetniki, to je lahko kdorkoli. Ne. Ravno tole bi mogoče razložila, da elektorje predlagajo najmanj 3 svetniki. Pomeni, da so to svetniki. Dejansko gre za izvolitev državnega sveta se strani občinskih in mestnih svetnikov, preko teh elektorjev. Glede na to, da zdaj je ni samo ena kandidatura, so 3. Kandidature so dejansko podane ze strani Kopošarja, župana Šmartnega v Paki, ze strani gospoda Naroločnika, to je župan Ljubnega, in ze strani gospoda Jožeta Jelena, ta je pa predsednik mestnega odbora SDS Mozirje. Torej, na vsaki seji sveta mestne občine Velenje so podane tudi razne pobude pa vprašanja. Vaša svetniška skupina je zelo aktivna na tem področju. Morda naštejete nekaj teh pobud? Glejte, na samem začetku tega mandata, pomeni mandata 2018, smo pač dobivali kar veliko pobud strani občanov. Ampak najbolj pomembna pobuda, ki bi jo pa želela izpostaviti, je bila pa pobuda, ki smo jo dobili se strani občanov, ki živijo v naselju Gorica. In sicer so se soočali z problemom, ko so želeli v tem večstanovanjskem objektu zgraditi dvigalo, da je bilo za to potrebno 100% soglasje etažnih lastnikov. In mi smo podali pobudo na sami seji gospodu Kontiču, da bi bilo pametno, glede na to, da smo tule v službi oziroma delamo za dobro ljudi, nekako tem ljudem prisluhniti, ker ta problem ni samo v občini Velenje, ampak tudi širše v Sloveniji. Nekako smo tudi jasno povedali, da imamo vsi poslance, mislim, vse te večje stranke, in da, pa tudi državne svetnike, gospod Kontič je bil državni svetnik, da bi nekako tole prenesli naprej in da bi se ta majhna sprememba, ki bi dejansko zelo pripomogla, res uvedla v zakonodajo, stanovanjski zakon. In to se je zgodilo in je moralo iti vse do zakona, ni to bilo dovolj, kar na ravni mestne občine reči. Sploh ne. Tu pa morate dati, oziroma ni potrebno soglasje. To sploh ni na ravni občine, to je dejansko zadeva, ki je treba iti čez proceduro, zakonodajno proceduro, pomeni, je treba biti sprejeta tudi na državnem svetu oziroma v parlamentu. In takrat smo imeli srečo, da je gospod Kontič to prenesel v državni svet in dejansko to spremembo dosegel. Se pravi, pobuda lahko doseže učinek in verjetno je še več takih pobud, ki ste jih dali tudi v svet. Jaz izhajam iz Pesja, ljudje me poznajo, da sem pač tak človek, ko vidim, da je neka stvar dobra, da pač ne odneham in pač težim, po domače povedano. Tudi na samih sejah in naprimer v Pesju smo imeli problem z prehodom za pešce, ker je bil tam zelo nevaren prehod in ljudje so to 20 let, ne vem koliko časa, nekako devali pobude, pa se nekako ni uresničilo. Mlade mamice, ki so se takrat soočale s to nevarno cesto, so postale že pol babice, pa še kar tega ni bilo. In smo takrat dejansko res na vsaki seji opozarjali, prosili in na koncu se je pa to realiziralo. Kako pa gledate zdaj na te velike projekte, ki potekajo v Velenju, v mestni občini Velenje, torej prenova starega trškega jedra, pa prireditveni oder in podobno? Jaz pozdravljam projekte, da se gradi, da je delo, da se obnavlja, tako da z tega vidika samo pohvalno. Da so ideje, da so vizije, da ljudje vidijo, da bi se lahko nekaj spremenilo in da dejansko to vpliva pol na celo Velenje, da je Velenje lepše. Mogoče bi podala še pobudo, da glede na to, da se zdaj staro Velenje obnavlja, da bi se mogoče še obnovil objekt Standard, ker je dejansko tam na čisti vpadnici. Torej ob krožišču glavnem? Ja, ob krožišču glavnem, pa to ne pomeni, da bi morali objekt podreti, ampak da se tisti fasadni ovoj, da se nekako obnovi. Glede na to, da je to občina tudi ima veliko večino lastništva, bi tudi verjetno bilo lažje, pa tudi ni treba zdaj 100% soglasja, glede na to, da je bil ta sprememba.
In bi se mogoče ta praksa, ko bi se tule začela, tudi s pomočjo subvencije strani občine, se ljudje plačujejo v rezervni sklad, ampak verjetno še bo potrebna kakršna pomoč ali pa mogoče sodelovanje z Kseno, to je ta Zavod za energetsko obnovo objektov, da bi se dejansko šlo najprej v standard, potem pa posledično tudi oziroma kar na druge objekte. Teh je pa veliko, ne? Ja, da bo lepo. Preveč za 1, 2, 3 mandate, ne? Povejte še mogoče, kakšno je stališče vaše svetniške skupine glede nameravanega sosežiga SRF v Tež? Ja, nam je bilo rečeno, da so ti šaleški ekologi že imeli predstavitev v občini Šmartno ob Paki na odboru za gospodarstvo in so predstavili, zakaj niso za to, ne, svoje videnje. In so lahko tudi člani tam na odboru za gospodarstvo dejansko postavljali vprašanja, tudi svoje skepse. Dejansko je prišlo do neke debate. Sama sem predsednica odbora za gospodarstvo na občini Velenje in bom tudi sama dala pobudo, da se ti ekologi oglasijo na našem odboru in nam širše predstavijo svoje videnje in seveda svoje skrbi v zvezi s tem sosežigom. Se tudi ljudje kaj obračajo na vas v zvezi s tem? Moram povedati, da ne. Da dejansko nekih vprašanj v zvezi s tem ni. Ja, zato dejansko tudi nismo nekega uradnega stališča zavzeli. Kaj zdaj še čaka naslednje seje do konca leta? Ja, zdaj najprej bodo županske volitve nadomestne, pol bodo volitve za državnega svetnika, to bo se v mesecu oktobru, potem bo pa verjetno še kakšne 2 seje na občini, ne? In ti boste delavni in tam se boste spet oglašali s pobudami in vprašanji. Ste zadovoljni s tem, kako lahko dosežete nekaj ali pa z odgovori, ki jih dajejo? Glejte, na začetku, ko človek začne politično pot, razmišlja iz stroke, ki prihaja, ne? Jaz prihajam iz gradbeništva in gradbenici smo bolj, kako se temu reče, bolj ljudje iz prakse. Ja, bolj pa. Ja. In tudi na tak način se odzivamo, ne? Nismo bolj tako, se veste, vato pa ne vem. In verjetno sem sama bila so bili mogoče malo začudeni nad takim odnosom, ne? Oziroma nad takim načinom podajanja pobud. Ampak tudi sama sem se mogoče s časom malo spremenila, mogoče malo tudi vidim, da ne gre, da je treba tu malo drugače, ne, politika ima, to je ima posebne zakonitosti, na kak način je treba delovati. Jaz se sicer tole mogoče malo zelo bojim, tole veliko ljudi oziroma mamic me sprašuje v zvezi s tem covidom. Mi se moramo zavedati, da je to nepredvidljivo za ljudi, za mala podjetja, vse skupaj smo v nekem strahu vsi. In tudi zdaj začenjati neko novo podjetje, pa ne veš, kaj bo prineslo, ali bo se lahko družilo, ali bo sploh lahko delal, ne? Glede na to, tam, ko jaz delujem, je večje podjetje in morate vedeti, da je tam zdaj dodatno zaposlen en človek, ki se samo ukvarja z temi ukrepi, z temi testi, ki jih morajo delavci delati in dejansko na tak način nastajajo dodatne obremenitve za podjetje, ki si jih seveda prej niso planirali. To so take situacije, na katere občina nima vpliva, ampak verjetno lahko razmišlja, na kak način bi morda lahko kaj pomagali iz proračuna, sicer pa so neke državne pomoči in paketi, ne? Ampak tisto vsak dan, te obremenitve so pa res velike. Ja, jaz konkretno nekih teh finančnih sredstev nisem prejela zaradi covida. Dobro, spoznali smo na kratko vaše poglede oziroma poglede svetniške skupine. Hvala lepa za tale kratek pogovor, še kdaj seveda in morda tudi obširneje. Kar se pa covida tiče, pa želiva, da čim prej izgine, kaj ne? Ja, vse gotovo. Hvala lepa. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, za pozornost. Lepo se imejte še naprej.